To je bil Stjepan Crnogorac, hrvaški študent teologije, ki so ga 3. julija 1972 iz stanovanja v Salzburgu nasilno izvlekli sodelavci Udbe, ga omamili in s ponarejenim potnim listom pripeljali v Slovenijo, kjer ga je Udba več dni zasliševala. 13. julija je sledila seja, na kateri so organizatorji ugrabitve Gorenc, Mužič in Orožen centralnemu komiteju, se pravi tudi Milanu Kučanu, poročali o delovanju ekstremne imigracije. No, po tej seji pa je bil Crnogorac likvidiran, tako Leljak, ki poziva Kučana. Je bil prisoten na neki seji, pa v tistem času pa je v kleti pod njim umiral en človek in če tega takrat ni vedel, ima danes telefon v roki, v tem telefonu ima sigurno telefonsko številko od Gorenca ali pa Zemljariča, naj jih pokliče in naj pomaga. Pomaga bratu in sestri najti grob Stjepana, ki ga je Udba pri le 26 letih zavedno iztrgala iz kroga družine. Želim brata zagrliti. Živa. Želim ga zagrliti i dočekati da ga poljubim. No, medtem ko Milan Kučan trdi, da v Stjepanu Crnogorcu ne ve ničesar, pa se Mijo Jurič še zelo dobro spominja, kako je tudi njega Udba hotela ugrabiti v Avstriji. Ko ji to ni uspelo, pa se je spravila nad družino. 1979, als unsere erste Tochter geboren wurde, sie war 3 Wochen alt, da hat man in Tuzla und in Zenica, wo meine Frau herstammt, eine sogenannte Aktion Krk gestartet, mit dem Ziel, die Frau und das Kind nach Jugoslawien zu bringen, um damit auch meine Rückkehr nach Jugoslawien zu erzwingen. Boleče zgodbe, a na drugi strani še vedno nostalgija po svinčenih časih. Danes se kregajo in dajejo čez Udba, zdaj bi mogla biti. Ja, zdaj, oni bi že pospravili. Ali pa primer Jožeta Pirjevca, zgodovinarja, ki je s Titovko na glavi strašil stare ljudi, ko so prihajali objokovati svojce, ki so jih pobili partizani. Smo dosegli eno stopnjo, ko se pri nas neofašizem pojavlja na organiziran način. No, kot je Pirjevec želel preprečiti to komemoracijo, jo je leta 1974 na pliberškem pokopališču želela preprečiti tudi Udba. Razlika je le v tem, da je takrat Nikica Martinović obležal v luži krvi.